Ja, to je bila taka vesoljska ladja, nevidna, ki bdi nad nami. Tak feeling sem jaz dobila in da zdaj ti lahko dobiš možnost, da tja prideš. Akademija. Kaj ti je? Pozdravljeni o poslušanju podcasta Akademija, kaj ti je?, ki nastaja ob 80. obletnici delovanja Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Moje ime je Tine Lisjak, sem le eden izmed otrok Akademije in pogovarjal se bom z marsikaterim drugim. S podcastom raziskujemo različne poglede, izkušnje, želje in napovedi v povezavi z Akademijo. Z vsakim izmed gostov se bom pogovarjal o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti Akademije, seveda skozi prizmo vsakega posameznika oziroma posameznice, saj je že po pisanosti Akademije jasno, da ima ta mnogo preoblek. Danes se nam je pridružila Eva Popit. Eva Popit je slovenska oblikovalka in študentka, ki se ukvarja z grafičnim oblikovanjem, vizualno komunikacijo in umetniškimi projekti. Trenutno študira na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje pri nas, kjer se osredotoča na področja, kot so uredniško oblikovanje, oblikovanje signalizacije oziroma wayfinding, spletno oblikovanje, identiteta blagovnih znamk in projektno vodenje. Sodelovala je pri več umetniških projektih, vključno z virtualno razstavo The Triumph of Human Stupidity, ki obravnava sodobne vojne konflikte in njihove posledice. Ta projekt je nastal v sodelovanju med študenti ALUO in Fakultete za družbene vede. Eva, živijo! Živijo. Kako si kaj? Malo mi je vroče, drugače pa kul. Ja, danes je res tak poleten dan, ni več tega prehoda. Prejšnji teden minus, danes plus. Ja, jaz sem v bistvu na poti sem, ker sem pač ipak v Ljubljano prišla s poloverjem, mogla v bistvu si iti kupiti majico s kratkimi rokavi, ker sem se zmotila. To ni stand, to je res. Nice. Ali ti je pomagala majica? V bistvu mi je ful všeč, tako da sem vesela, da sem se zmotila. No, super. Kako ti je všeč tale opis, ki ga je zate sestavil ChatGPT? Tako, ena par izrazov je mogoče malo drugače sestavljenih, kakor jih mogoče mi oblikovalci uporabljamo, slo zato, ker ponavadi uporabljamo kar nekaj anglizme, ampak ja, se mi zdi, da itak ta mlajša generacija, ali pa mogoče ne najmlajša generacija oblikovalcev, je itak zaenkrat še v bistvu v zelo takih mešanih vodah, kar se tiče usmeritve znotraj svojega področja, ne? Tako da smo tako vsakim prstom na nogi v enem bazenu, kar se tiče oblikovanja. Pa ti si mogoče še v nekih drugih mešanih prostorih in sicer si še študentka magistrskega programa grafičnega oblikovanja, istočasno si pa že kar močno in uspešno vstopila tudi na trg dela kot oblikovalka. Ja, to je v bistvu zelo zanimivo, zaradi tega, ker se jaz nikoli nisem trudila, da bi kak biznis dobila ali pa da bi kako službo dobila, ampak je vse sam skozi prihaja in prihaja če dalje več in je to v bistvu en tak zelo zanimiv proces, ki ga probam čim bolj pustiti na miru in naj on deluje sam. Naj teče, dokler dela. Ja, se to. Ampak ja, mi pa še visi ta magistrska nad glavo, ki mi je sicer zelo blizu, kar se tiče tematike, ampak ni pa tako kot pri diplomi, ko smo res lahko uživali, pa si res vzel celo poletje sam za raziskovanje pa pisanje tega. Ne? Ok. Torej, še vedno si študentka na ALUO, tale praviš magistrska ti visi nad glavo. Kako pa je prišlo do tega? Kako je prišlo do tega, da si na ALUO in kako si prvič slišala za ALUO? To je v bistvu meni še kar taka smešna random zgodba, ko o njej razmišljam, ko je tako sestavljena iz nekih čudaških fragmentov, ki so, no, se bom kar povedala. V bistvu, jaz sem že zelo zgodaj, pač, itak si ta otrok v vrtcu, vse ti je dosadno, ne bi se pogovarjal z nikomer in pač tam nekaj črlaš po nekom papirju. Bilo super risanje vse skupaj do konca osnovne šole. Pa je pa enkrat tako, so se z mamo pogovarjali,
kaj pa bi ti počela, pa sem rekla, ne vem, kaj pa ti misliš, da bi bilo zame, pač nekaj ustvarjalnega, malo sem tudi bila trmasta in sem vedela, da nekaj čisto v pisarni za mizo sedeti pa biti tiho ne bo za mene. Pa je rekla mami tako, vrže nek Lidlov katalog na mizo. Pa bilo tako, kaj pa če bi ti to delala? Kaj pa če bi ti pač oblikovanje pa to? In sem jaz tako gledam tisti Lidlov katalog na mizo in sem tako zakon. Ne vem zakaj. Pač tiste momente se mi je pač to zdelo noro. Nisem vedela, kaj je pač, kaj je tipografija, kaj je layout, koliko se sploh do tega pride, ampak sam ideja tega, da ti zlagaš tam neke sličice, pa daješ napiske, pa neke barve in oblike, da je skupaj, se mi je zdela pač zelo zabavna. In takrat sem se pa tudi upisala na srednjo šolo za strojništvo, mehatroniko in medije v Celju. Tam sem spoznala svojega takratnega fanta, ki je tam študiral fotografijo, ki je bil pa 1 leto starejši od mene. In se spomnim, da oni so enkrat šli na informativce, pač ne vem, v 3. letniku, v 2. neki. In on tako pride domov, cel tako cool, laid back, ne, kao, jaz bom šel pa na akademijo. In jaz tako, wow, kaj je to, akademija, zakaj, ne? Ne, pač, just akademija, ne, samo akademija. In jaz pa 2 leti nisem sicer vedela, kaj akademija je, pa kako se temu reče, ampak sem dobila fiksno idejo, ker se je to slišalo tako zelo cool in nedostopno, ker je pač, itak so vsi govorili samo o teh omejitvah opisa in vse skupaj, da sem bila pa tako, to se pa sliši tako kot nek challenge. Pa sem pa itak šla na Dolenjko na informativce, pa sem videla tam malo, kako bi temu rekel, moja mama bi rekla umetniško vzdušje same stavbe in arhitekture in prostorov, pa se mi je zdelo tako, ne vem, imela sem feeling, da nekako spadam tja. Hudo. Če te prav razumem, si razumela akademijo tudi kot, sploh po pričanju tvojega takratnega fanta, kot neko tako vzvišeno instanco, nekaj, o čemur bi človek lahko sam sanjal. Ja, to je bila taka vesoljska ladja nevidna, ki bdi nad nami. Tak feeling sem jaz dobila in da zdaj ti lahko dobiš možnost, da tja prideš. Hudo. Pa, ja. Ok, zdaj pa imaš nekaj let akademije za sabo, kako pa v njej razmišljaš zdaj? A je še vedno ta vesoljska ladja? Mislim, ful je zanimivo zaradi tega, ker se mi zdi, da je program sestavljen na ta način, da si res v bistvu zelo odvisen sam od sebe in koliko boš vložil v svoje delo tam, koliko boš vložil v to, da boš pač pri pouku poslušal, ne vem kaj vse. In ne vem, moji občutki, kar se tiče akademije, so se zelo spreminjali čez leta, od tega, da sem bila totalno frapirana, navdušena, da smo se imeli zakon, da je bilo vsega preveč, do tega, da sem imela feeling na koncu, da se nisem naučila ničesar uporabnega v smislu, ne vem, priprava za tisk, kako oblikuješ logotip, kako ga zdaj dostaviš stranki, v kakšni obliki, je to PDF, je PNG, neke take bolj tehnične stvari. Kar pa tako na koncu ugotoviš, da se vse naučiš v službi in da ta znanja tehnična pridejo sproti in da tehničnega znanja se v bistvu lahko nauči skoraj vsak, če pač zna pravi stavek noter v Google ali pa v ChatGPT zapisati. Ne? Kar ti pa akademija daje pa v bistvu sploh predvsem ta način razmišljanja, pa v bistvu včasih tudi abstraktnega mišljenja, kar se mi pa zdi zelo pomembno. No. V bistvu gre bolj za neko doktrino čist miselnega delovanja, kot pa praktičnega. A pa bi vseeno to spremenila, a bi vseeno mogoče dodala v kurikulum še to, da bi vsaj te neke tehnične osnove, kakor priprava za tisk in v kakšnem formatu dostaviti do naročnika, nekaj spremenila, ali si zdaj, ko si dala to skozi pogruntala, da ni treba tega spremeniti? Ne, to definitivno bi bilo treba. Pač vsaj v sklopu nekih izbirnih predmetov se mi zdi, da tle oblikovanje še vedno manj zaostaja, ker smo še vedno porinjeni noter med velik izbirnih predmetov, ki bolj
spadajo k nekim umetniškim smerem, pa k oblikovalskim in se mi zdi, da bi tle, pač da je še dosti prostora za izboljšave. Hkrati pa se mi zdi, da bi v bistvu na magistrskem študiju oblikovanja vizualnih komunikacij mora biti obvezen predmet tipografija, ker v tem se mi zdi pa, da smo res slabi. Ker tako, če nimaš nekega talenta za type, že ko prideš na študij, se boš mogel zelo fejst namatrati, da bo to tako ok. No, recimo, to je še ena stvar, ki je meni bila zelo smešna in me hkrati jezila, je poimenovanje izbirnih predmetov. Ker tako ti bereš ta imena in naslove in si tako, meni se sanja ne, kaj se tle počne. In pa se upišeš na neki z mislijo, da je to nekaj, kar si ti pač predstavljalo v glavi, ker tisti upisi podrobnejši so itak še slabši kot ta naslov in pa prideš na en predmet in si tako, jaz bom tle s samimi industrijskimi študenti, nisem vedela. Se pa je lahko to v bistvu dobra stvar, ker velikrat pristaneš nekje, kjer si v bistvu nisi izbral za res, ampak se pa tudi veliko naučiš. Tako nisem, pač daš se malo izven svojega comfort zona. Ja, mogoče je res kar nekaj teh predmetov malo nesrečno poimenovanih, ampak po istočasno je pa, ne vem, izbirni predmet oblikovanja embalaže, kjer približno točno veš, to. kaj boš delal. To. Govorila si o tem, da pristaneš nekje, to bom vzel kot istočnica za to, da razmišljam v bistvu, da je na akademiji se redno pojavlja zelo veliko študentov iz Savinjske doline. In se mi zdi, da so vsi kar uspešni. A imate pri vas kaj v vodi tacga, ali kaj botruje k temu, da vas je toliko veliko tako uspešno na akademiji? Veš, da sem v bistvu glih danes o tem razmišljala, ker sem bila na Dolenjki po, ne vem, pol leta, ker sem šla v knjižnico plačati za modnino in sem pa rekla, ok, grem pozdraviti gor še do Emila pa Botosa in ste rekla, daj prid pač 5 minut, če imamo, used se, pa sem da tole končamo. Sem rekla, ok. In je tam na programu bil en fant, ki je tudi z naših koncev in sem ravno razmišljala pa kaj s tem Žalcem, kaj s to regijo ali pa celjsko regijo, zakaj? Ne vem. Mogoče je ta vaša srednja šola kar dobra. Mogoče je sam ful grozen pri nas, pa ful manjko nekih teh programov, pa se nikjer ne moreš izražati na ta način in pa se folk res potrudi, da pridejo tam stran. Ja, pa verjetno ima ful veliko stvari za izraziti, če se ni imel toliko zelo dober, pa išče nek output, ki lahko. Ja, mislim, jaz sem bila vedno mnenja, da folk z periferije, da ima ful za povedati. Tako da je to. Fajn. Pogovarjala sva se že v preteklosti, dotaknila sva se sedanjosti, malo sva naslovila problematike Aloja, pa tudi zavetje, ki ga Alo mogoče nudi. Zdaj me pa zanima še, kam vidiš Alo iti, kakšna je tvoja vizija prihodnosti za akademijo? Predvsem to, da bi mogoče na programu oblikovanja vizualnih komunikacij bilo malo več punc v smislu profesorskega kadra. Aha. Tako se mi zdi, da je zdaj zelo malo tega, razen profesorice PČO, ki je res legenda in zelo kvalitetne predmete ima čez in se mi zdi, da jo imamo vsi zelo radi, ker smo se tudi zelo veliko od nje naučili, pa se mi zdi, da bi še kak tak lik bil potreben, ampak v ženski vlogi. A pa je to nekaj, kar bi mogoče tudi tebe zanimalo? Podpišem takoj. Jaz rada govorim, rada se smejem, najraje se petek pogovarjamo o oblikovanju. Še raj kot to, da delam, tako da oblikujem. Tako da meni bi to bilo zakon, sploh zato, ker se mi zdi, da so mlajše generacije lahko mogoče boljši most med začetniki, pa med tistimi, ki so že izkušeni, pa jim je že malo samoumevno, kaj se pač mora vedeti pa znati.
Zanimiv, ja, jaz zares nikoli še nisem. Na oddelku za fotografijo je ena od ta glavnih akterk, profesorica Emina Đukić. In se mi zdi, da je vsem tudi jasno, koliko veliko delo tam opravlja, da nismo še pomislili na to, da je tam premalo mogoče ženskih pedagogov. Če pa pomislim takole na tale grafični oddelek, ste pa tukaj res podhranjene. Ja, veš, kaj tako, vi si predstavljate, da imate vse skupaj te 3 profesore velikrat, ne? Ker pri nas je pa tako, en predmet, Botas Emil, vsa slava, potem Jenko Čehovin, hudo, pol ni pa nič, pol je pa ta mičken predmet od PČO, ki je pa tudi pri magisteriju tako en teden na leto, ne. Tako da ni zares pri temu predmetu kakšne ženske pedagoginje, no. Ok, glede na to, da si v bistvu na akademiji študirala vseh 5 let, torej dodiplomski program in zdaj zaključuješ magistrskega, si imela tudi kar nekaj različnih predmetov, od obveznih in neobveznih, ko so se dogajali vse povsod. Od lokacije na Dolenjski primarno, potem na Erjavčevi. Pa tudi div. Pa na divu kaj. Me zanima, kako si ti to doživela? A veš, a si vzela to kot nekaj nujnega in ne veliko temu razmišljala, ali mogoče vseeno malo? Vem, jaz sem vedno v bistvu malo zavidala arhitektom, ker so tako po eni strani praktično živeli na tistem faksu, pa vsi so bili tam, pa so tudi imeli tako eno ful hudo žurko na koncu. Pri nas na zaključni razstavi je problem že samo to, da če hočeš priti iz ene na drugo lokacijo, je tako vožnja z avtobusom ali pa peš ali pa s taksijem. In pa je tako, se mi zdi, da ta Dolenjka toliko oddaljena od centra, da se včasih pač res bi sam šel rad čim prej domov, zaradi tega, ker ni v dogajanju. Ti, ki si na dodiplomcu, bi rad malo šel delati pol, vmes šel v kafano, prišel nazaj, se malo družil. Pri nas je itak ful popularna tudi ta kadilska kultura in se mi zdi, da je tako malo manjka tega prveža, vsaj takrat tudi pri dodiplomcu, ki ti še delajo oni hormoni. Medtem, ko na magisteriju je čist druga scena, ker se mi pa zdi, da tako folk uletava samo iz službe. Tako pridemo že vsi z onimi velikimi torbicami, največ z nahrbtnikom. Si tako, joj, ne, zdaj sam tole, jaz moram biti prva na vrsti, da zrihtam tele korekture in pol grem nazaj. In je tega hanganja na faksu ful manj, hkrati se mi zdi pa škoda, da nimamo toliko stika z drugimi oddelki, z izjemo pač teh izbirnih predmetov. Tako da, kakor mi je simpatična ta lokacija na Dolenjki sama po sebi, mi gre pa ta oddaljenost ful na živce, čeprav je tako na nekaj skali večjega mesta res minimalna. Ja, če ne drugega manjka mogoče okoli Dolenjke, če si omenila to, dlje ostajati na faksu, iti vmes na kavo, pa tako manjka okoli same enote, neka infrastruktura, kamor bi ti lahko šel ali na hitro kosilo, ali na 2 kavi pa pol. Ja. Poleg vseh ostalih stvari seveda. Ampak shout out na pizzerija, kaj je že, Garaža. Garaža je pa dobra. Top. Shout out. Pogovarjala sva se že zelo veliko, pa se deva še čist malo. Leto je 2045. Nekajkrat sem že postavil to vprašanje, pa zanimive odgovore dobivam, zato sem se odločil danes spet postaviti. Leto je 2045, kje je akademija, kje si ti? Ok. Akademija je v centru Ljubljane in ima svoj parking. Stik. In ima podružnice. Parking za kolesa? Za kolesa in za avtomobile. Za tiste, ki nismo iz Ljubljane. In ima svoje podružnice tudi drugje po Sloveniji. Dobro. Tako Kranj, Nova Gorica, Maribor, Prekmurje. Pa v Žalcu seveda. Jaz definitivno bi si želela biti na akademiji,
ker se mi zdi to zakon job, ampak s čim manj birokracije in tudi akademija se je do te točke že zelo disciplinirala, kar se tiče plačevanja in birokratskih postopkov in ja, v bistvu je taka zelo pretočna ustanova, ki pa tako se malo raztega na vse konce Slovenije. Tekom tvojega študija na akademiji si bila upletena, se mi zdi, da v kar nekaj projektov, tržnih projektov, v katerih je sodelovala ALUO s svojimi študenti. Eden od njih je bil recimo oblikovanje umetnine za novo stavbo Nacionalnega inštituta za biologijo. Vem pa, da si bila še v par drugih tudi upletena. Kako se ti zdi, da to vpliva na študente? Top, zaradi tega, ker se mi zdi, da v bistvu ALO ponuja eno tako platformo, kjer se lahko študentje, ki imajo interes, srečajo že pač z poslom v realnosti in je to ena super odskočna deska in priložnost za pridobivanje izkušenj. Tako da jaz absolutno pozdravljam to. Se mi pa zdi, da včasih pri nas je bilo velikokrat malo govora okoli, ja pa zakaj so pa tisti ljudje to dobili, zakaj pa nismo mi tega dobili. Pa se mi zdi, da ALO pač sloni na tem, da se ti verjetno ne boš dokazal samo s svojimi ocenami, ampak tudi s performansom, pa kako te zanima, pa ambicijo. In se mi zdi, da tudi profesorji znajo to opaziti in če si ti tam cel navdušen nad tem, da se nekaj dela, ne, hkrati pa zanesljiv, pa komunikativen, se mi zdi, da ne moreš zgrešiti. Torej so dobra šola taki projekti, ki te v bistvu soočajo z nekim realnim naročniškim svetom že tekom študija skozi neko mentorstvo istočasno še strani akademije. Ja. Se mi zdi v bistvu sam next step. Pa še nekaj se da zaslučiti, kar je ful super, ker ti pol poleti ni treba več delati v DM-u. Ne maraš delati v DM-u? Mislim tako, delala sem v DM-u celo srednjo šolo in je to res po na neki točki se tako zdaj, zdaj pa dobro. Ok, Eva, najlepša hvala za pogovor, upam, da nikoli več v DM, ampak da je tvoja pot proti profesuri na akademiji. Iz tvojih ust v božja šesa. Hvala. Hvala, Eva, čau. Akademija, kaj ti je? Kaj ti je? Akademija, kaj ti je? Akademija, kaj ti je? Akademija, kaj ti je?